Pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke. Ponovno v studiu gostim Anando in danes bova pogovarjala se o sanjah. Ananda, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena. Torej, danes naju čaka zanimiva tema, pomen, izvor sanj. Najbrž to zanima mnoge, tudi jaz sem med njimi. In mogoče res kar prvo, najbolj osnovno vprašanje. Kaj sploh so sanje, kakšen je tudi njihov izvor? Odgovoril bi lahko iz kako bi rekel, več perspektiv, več nivojev. V bistvu sanje so lahko produkcija uma, ker ima veliko domišljijo. Včasih nekaj sanjamo in mislimo, to pa je zagotovo res. V bistvu je pa to, zato ker ima naš tako domišljijo v bistvu in potem človek na pol spi in je še vedno aktiven. Ker res globok spanec je takrat, ko ni sanj, ko ni nobenih misli. Naprimer, ko smo zelo zmatrani, posebej fizično, potem, ko se uležemo, najbrž je vsak to izkušnjo imel, in zaspimo čez dan za pol urce ali eno urco in ni nobenih sanj. Enostavno spimo in se zbudimo kot prerojeni, čeprav smo spali samo pol ure. In to je tisti globok spanec. Tako da, včasih so sanje, bom rekel, produkt uma, imaginarnega uma, ki, bom rekel, konstantno razmišlja nekaj. Se pravi, to je en izvor, odkot sanje lahko prihajajo. Potem največ, bom rekel, odkoder sanje prihajajo in ko ljudje sanjajo, je iz podzavesti. Zdaj, kaj je podzavest? Tako na hitro povem, podzavest je kot eno skladišče, v bistvu, kjer se skladiščijo nepridiprave misli, strahovi, pa ne samo strahovi, pač enostavno misli ali pa skrite želje ali karkoli, ali pa, bom rekel, take, bom rekel, vsakdanje, če lahko uporabim tako, domače za take bedne neke misli, v bistvu, pač, kakor bom rekel, eno tako skladišče, ena taka, bom rekel, deponija, v bistvu, ne. In dostikrat sanje pridejo od tam, v bistvu, ne. Potem, v bistvu, imamo 7 višjih in 7 nižjih svetov, ne. Ko meditiramo, ko gremo globoko meditacijo, potem vidimo, da imamo 7 višjih svetov in 7 nižjih. Zato tudi številka 7 je duhovna številka, je zelo pomembna številka. 7. Naprimer, ko intoniramo mantro Om ali Šanti, ponavadi jo pojemo 7-krat. In vsak od teh svetov, 7 višjih, 7 nižjih, ima tudi svoj podsvet, nadsvet, tako da veliko je svetov. Tako da, če bi hotel vedeti, odkod prihajajo moje sanje ali sanje nekoga drugega, potem bi moral vedeti, iz katerega sveta prihajajo te sanje. Potem lahko povem, ali so sanje iz višjega ali iz nižjega sveta. Sanje, ki so iz višjega sveta, kaj pomeni višji svet? Višji svet pomeni konstruktiven svet, svet luči, svet miru, svet radosti. Nižji svetovi so pač, kjer teh kvalitet ni, ali jih je pa zelo malo, v bistvu, ne. Tako da, se pravi, sanje so lahko ali prihajajo iz našega uma, ki je, bom rekel, tako hiperaktiven čez dan, ali pa pač konstantno deluje, in če naš čez dan konstantno deluje, mi ne moramo imeti miren spanec. Kakor sem že enkrat tukaj pri vas rekel, po jutru se dan pozna, po dnevu se pa spanec pozna. In če je čez dan, če bomo pomirjen potem bomo definitivno lepo spali. To iz izkušenj vem, imel sem, bom rekel, misli veliko in potem spanec ni bil dober, imel sem pa tudi pomirjen in potem je bil spanec miren. Pač
ali pa iz podzavesti, bom rekel, vse te, bom rekel, ljudje, da preveč dajo pozornost sanjam. Bom rekel, pri ljudeh večinoma sanje prihajajo iz podzavesti in takim sanjam naj se ne bi dala pozornost. Ne. Ljudje sanjajo, da bo se kaj katastrofalnega zgodilo in tako naprej. Take sanje prihajajo iz podzavesti ali nižjih svetov in se ne uresničijo. Ne. Tako da svetujem gledalcem pač, da ne dajo pozornost sanjam, posebej, če niso konstruktivne, če niso navdihujoče in če je strah v njih. Tako da pač sanje so včasih tudi lahko, če prihajajo iz višjega sveta, iz sveta, ker ta svet ni edini svet. Ne, ko gremo v meditacijo, vidimo, da je veliko več svetov, svet miru, pa tudi ta svet miru ima svoje stopnje, veliko več in več, ne, ker je sam Bog, sam sebe presega. Tudi če pa sanje prihajajo iz višjega sveta, potem pa naprimer v sanjah lahko meditiramo. Jaz sem imel to izkušnjo dostikrat, ko v sanjah enostavno sem imel dobre meditacije. In v bistvu včasih sanjamo in se zbudimo in rečemo, dobro, da ni to res, ne? Dobro, da je mimo. Ampak v bistvu sanje so realnost bom rekel, v svojem lastnem svetu. Ne? Recimo, če mi sanjamo, da bežimo od nekoga, da nas nekdo lovi, ne? In potem nas je strah v sanjah in potem se zbudimo in rečemo, dobro, da ni bilo res. Ampak v sanjah nas je bilo strah, mi smo to doživljali. Tako da v tem svetu je bila to resnica. Ko se pa zbudimo, pa resnica ni v tem svetu, ne? V fizičnem svetu ni res. Ampak tam smo mi to doživljali, kot bi bilo. In je res bila resnica tam to. Ali pa pač dobre stvari. Naprimer, jaz sem sanjal, ko sem bil najstnik, da mi je nekdo, pač tako malo smešno, no, kot da mi je nekdo, ko sem star 16-17 let, da mi je nekdo dal, jaz sem zadeval sedmico na lotu, sem sanjal, da mi je nekdo dal eno vrečo denarja. In potem sem tako fizično naredil tako. In sem se zbudil. Škoda, da ni res. Ne? In v bistvu tam v tem svetu to doživljamo. Tako da svet sanj je realnost v svojem lastnem svetu. Ne? Ta fizični svet je realnost tu. Ampak ko gremo v drugi svet, ne pomeni, da to ni realnost. Ne? Je realnost v tistem svetu. Ne? V tistem svetu. Vsak svet je realnost sama za sebe v bistvu. Ne? To je bilo to odgovor na, če imaš še kakšno vprašanje glede tega, kar sem povedal. Pa v bistvu lahko sanje tudi napovedujejo bodočnost oziroma nam dajejo vpogled v prihodnost. Kaj se bo zgodilo? Ja, včasih lahko. Ampak posebej, če sanje prihajajo iz višjega sveta. Rekel sem, da imamo 7 višjih, 7 nižjih svetov. Vsak svet ima pač svoj višji svet, svoj nadsvet in svoj podsvet, tako imenovan. In sanje, ki prihajajo, ki so destruktivne, ki so slabe, se ne uresničijo. Ker bom rekel, po noči, ko spimo, ima duša nad našo zavestjo, bom rekel, kontrolo. In duša definitivno ne bo pustila, nam ne bo dala sporočilo, da se bo nekaj slabega zgodilo. V bistvu, ne. Uresničijo se sanje, lahko, ki prihajajo iz višjega sveta. Ne. Se pravi, tako kratko, da odgovorim, sanje se lahko uresničijo, ampak če prihajajo iz višjega sveta. Konstruktivne sanje, sanje polne radosti, polne miru, ne. Ko sanjamo, pa smo v sanjah srečni, ali se pa zbudimo srečni, ne. Dokler sanje pa, ki so, bom rekel, slabe, destruktivne in se ustrašimo, ne vem kaj, take sanje se ne uresničijo, ker prihajajo iz podzavesti ali pa iz preplašenega uma. Ne. Tako da sanje se lahko uresničijo, včasih nam ukažejo na bodočnost, da bi nas zaščitile, da bi nam pokazale kaj, ampak to so samo sanje, ki prihajajo iz višjega sveta. Zdaj, kako lahko človek ve, a določene sanje prihajajo iz višjega ali iz nižjega sveta? Malo sem že povedal, pač tako, če sanje spremljajo radost, mir,
neko olajšanje. Potem lahko, da se uresničijo, ni pa nujno. Ne, ni pa nujno. Če pa je v sanjah prisotna kakšna, bom rekel, tenzija, pa kakšne slabe lastnosti, potem take sanje se pa ne uresničijo. Čeprav so tudi ljudje zdaj, ki bodo rekli, da so vse uresničili, ampak to je, bom rekel, čista koincidenca v bistvu. Ne. Tako da ker mi, ko spimo, bom rekel, da smo nebogljeni, naš um je neaktiven, takrat nimamo kontrole nad svojo zavestjo, tako da smo prepuščeni na milost in nemilost takšnih in drugačnih sil, tako da takrat pač duša skrbi za nas in definitivno ne bo pustila, da nam pokazala, ne vem, če nam v budnem stanju ne pokaže, kaj se bo zgodilo z nami, potem tudi v sanjah ne bo pokazala. Ne. Dostikrat pač, ko človek napreduje v duhovnem življenju, v meditaciji, ko se njegova zavest razvije, ko ne bo bil prizadet z nobenim dogodkom, potem bo pač lahko duša ali Bog v njegovih sanjah pokaže pač, kaj bo, kaj bi lahko bilo, in potem on za svojo molitvo in meditacijo, z močjo molitve in meditacije pač lahko vpliva in spremeni pač te sanje. Kaj pa ta simbolika sanj? Se mi zdi, da veliko ljudi želi nekako posplošiti sanje, ne? Razdeliti jih v neke kategorije, si jih razložiti. Lahko razložimo sploh določene vrste sanj? Ja, lahko razložimo in pač določimo simboliko nekih sanj, ampak bom rekel, večina te simbolike je tako, jaz ne bi zdaj hotel kritizirati določene knjige, ki so napisane o sanjah, ampak bi svetoval gledalcem, da ne predajo veliko važnost ali pozornost tem, ker so tako, bom rekel, res nimajo preveč kaj z realnostjo za opraviti. Ne. Naprimer, nekatere stvari, ki jih sanjamo, že imajo simboliko. Ampak jaz pač vem, mene so že od začetka, sem pač slišal od babice, potem sosedov, ko sem bil majhen, kaj ne vem, pomeni nekaj, če sanjaš to, pa bom rekel, da je to tako, bom rekel, tako pri nas rečejo, tam, tako da res prihajam, babje priče, babje zgodbice v bistvu, ne. Tako da, naprimer, lahko pa povem, recimo, če je človek, bom rekel, če ima nek, bom rekel, malo višji moralni kodeks ali pa recimo posebej, če je duhoven, potem določene sanje in če te sanje spremlja mir, ne, mir je zelo pomemben, a v sanjah, ko sanjamo, čutimo mir ali vznemirjenost. To je nekako lahko vodnik za ljudi, ne. Če je mir in olajšanje in radost, potem so sanje ok, iz višjega sveta. Če pa je strah, nemir, potem pa pozabimo to. Ne. Tako da, naprimer, če rekel, duhovni iskalec sanja, naprimer, pa če sanjamo, rekel, jelena, naprimer, ne, ali srno, to pomeni, lahko pomeni, da zelo hitro napredujemo v svojem življenju. Ne. Potem, naprimer, če sanjamo psa, to pomeni, da smo zelo posvečeni in zelo verni višjemu principu, če rečem Bogu ali duhovnemu učitelju. Če nas pes ugrizne, to pomeni lahko, da smo izgubili vero, ki smo jo imeli. Potem lahko tam še par, recimo, kačo. Kača pomeni energija. Če ljudje ponavadi mislijo, da če sanjajo kača, da ni dobro. Ne, kača pomeni energija. Kačo je dobro sanjati, ne, kačo. Ampak edino črna kača ni. Kakršnakoli kačo sanjamo je redo. Samo črna kača, pač, če jo sanjamo, forget it, pozabimo. Ne. Tako da, zdaj, to, kar bi rekel, to mogoče malo bolj velja za duhovne ljudi, za tiste, ki stremijo, za tiste, ki pač hočejo svoje slabe lastnosti premagati in pač za ljudi, ki pač enostavno, ki jim ni mar za njihovo zavest, ki ni mar, kakšne so njihove misli, pa to pač bom rekel, da sanje 99,9% prihajajo iz podzavesti, tako da to niti nima nekega pomena, bom rekel. Ampak če je človek, bom rekel, duhovni iskalec in te stvari, ki sem pač naštel, ne, in če jih sanja, potem pač
Ja, pač je simbolika. Potem ptica pomeni pač, da pomeni radost v našem življenju. Potem spet pravim, če je kakšna črna barva ni glih, tako bom rekel, ne, v sanjah, kakor kača, ko predstavlja energijo, kakšnokoli kačo sanjam, je v redu, ptica je v redu, ampak če se, ne vem, pretvori ali če sanjamo črno ptico, pač pozabimo, pač okej. Tako da je neka simbolika je, ampak spet pravim, jaz pravim, da je važno, bom rekel, življenje tu in zdaj, ko smo zavestni. Ne. Zdaj, ko iskalec napreduje v duhovnem življenju, potem to več ne imenujemo sanja, ampak vizija. Potem je to ozavesten spanec, ker duhovni učitelji in duhovni iskalci, ki so res napredovali, oni spijo, oni dobesedno smrčijo, bom rekel, in njihovo telo spi, ampak oni se zavedajo. Vi lahko okoli njih hodite, pa kuhate kavo in oni bojo točno povedali, kaj ste vi delali. Čeprav globoko spi, fizično zavest spi, ampak fizično telo spi in fizično zavest, ampak njihova duša je budna in vam bojo povedali vse. To je tako imenovana nidra joga. Ljudje, ne vem, če slišali za nidro jogo, nidra, ki prakticirajo mnogi pri nas. Nidra joga pač, prakticirajo kot neko sprostitev, ampak največ, kar je nidra joga, je ozavesten spanec. Se pravi, mi, ko spimo v nezavestnem spancu. Ampak ta spanec lahko tudi ozavestimo. Pravi, to ne pomeni, da smo budni. Ne, naša zavest spi, bom rekel, fizična zavest spi, ampak naša duša, mi smo toliko pač, bom rekel, napredovali, da smo eno z dušo in se zavedamo. In tak spanec je, bom rekel, zelo visoka zavest, ki se imenuje turija zavest. Tako da dobi nas pač na svet, da ne dajejo pozornost k neki simboliki, ker včasih jo ne bojo razumeli. Tako da pač bom rekel, da to je drugo ali tretje razrednega pomena. No. Mogoče bi na tej točki izpeljala vseeno še eno podvprašanje. V bistvu razlagaš to simboliko pomena sanj v povezavi z živalmi. Ne? A je res v bistvu zdaj tukaj so v ospredju živali in ta simbolika v povezavi z živalmi, ali lahko to simboliko izpeljemo tudi, če sanjamo, ne vem, določene ljudi ali pa določena dejanja, določene dogodke? Seveda, da lahko. Včasih sanjamo nekatere ljudi, ki jim sploh ne prepoznamo obraza, sploh ne vemo, kdo so. Spet pravim, to je lahko, če ima človek nemiren spanec, pač, ne, to je lahko pač produkt uma, ki je bil čez dan nemiren. Ne. In pač enostavno ustvari neko sliko in v bistvu človek na pol spi. Ker mi, ko spimo 7 ur, mi mogoče ene minutko, 2 ali 3 spimo res tisti globok spanec, kjer ni sanj in kjer ni misli, bom rekel. Ne. Se v bistvu v sanjah se ne zavedamo, kaj se dogaja. V bistvu lahko kakšni ljudje, pač, ki jih sanjamo, ali objekte, ki jim niso znani, so lahko pač spomin na prejšnje inkarnacije, na prejšnja življenja. In pač tudi kakšna dejanja, zdaj pač ne vem, ne morem se spomniti kakšna, ampak če bi mi nekdo povedal, pač, kaj je sanjal, pa to bi začutil, ali je pač to res, ima veze z resnico, ali je to samo pač nekaj, kar iz podzavesti, tako da pač jaz sem omenil pač nekaj iz živalskega sveta, ampak definitivno, da tudi z ljudmi dejanja in pa kateri ljudi sanjamo, pač da lahko pomenijo. Spet pravim, da tukaj, zato ker rekel, človek, ki ne meditira, ali pač bom rekel, človek, ki ne stremi, da svojo zavest popravi, da svoj umiri. Ne. Pri njemu niti sanje nimajo tazga pomena, ker on bo imel vedno sanje iz te podzavesti, v bistvu vedno take nemirne sanje. V bistvu. Ko pa človek ima težnjo, da svoje sanje oziroma da svoje življenje pomiri, da ga usmerimo navzgor, v višjo zavest, potem šele sanje imajo res pomen, bom rekel. Ne. In, ampak
bolj od sanj je važen pač ta miren spanec, ker velikokrat nam rečejo, želim ti sladke sanje. Ne? Ok, to je lepo slišati, pa tudi lepo je, prijazno. Ne? Ampak tako bolj pravilno, ampak seveda pač to pač ni pogovorno, bi bilo pametno po nanesem reči, želim ti miren spanec brez sanj. Ker to je res tisti globok spanec. Najbolj globok spanec je res, ko nimamo sanj, ne? Ko je naš naše vitalno bitje, ki je popolnoma mirno. Ne? In takrat je res tisti res globok spanec. In tak spanec, če ga imamo lahko pol ure, res globok spanec, potem je to, kakor 8 ur, bom rekel, spanca z nekimi sladkimi ali pa kakršnokoli sanjami. Ne? Tako da, to je to. Pa se v bistvu glede razlage pomena sanj omenja tudi tako imenovani tolmač sanj. Kdo je to? Tolmač sanj. Ja, kakor jaz vem, pač so to neke knjige, pač, kjer razlagajo za vsako zadevo, pač, kaj pomeni. Tako da spet pravim, da jaz temu ne bi predal kakšno važnost, ker kakor najstnik ali kakor pač mlad fant sem bral nekaj, pa tudi bom rekel, da v moji družini nekateri dajo pomen temu, ja, če pa sanjaš to in to, je pa to in to. V bistvu ne vidim pomena oziroma... Ne vidim pomena, v bistvu, ne čutim pomena. Ne, tako da, mislim, da zdaj ne naštevam take neke neumnosti, če sanjaš to pa to. Naprimer, pri nas pravijo, če sanjaš, da si izgubil zob, bo nekdo umrl. In tako mislim, to lahko rečem, da gledalcem, pa vem, da to dosti ljudi misli, da to lahko pač pozabite, da se ne ustrašite, da to nič ni. Brezpredmetno, ja. Brezpredmetno. Tako da dosti je takih, bom rekel, neumnih, brezveznih, tako da sanje lahko tolmačimo ali razlagamo edino takrat, ko vemo, iz katerega nivoja prihajajo. Kje ali prihajajo iz vitalnega, tega podzavestnega ali višjega, subtilnega. Potem, ko vidimo, ne, spet pravi, moramo imeti sposobnost videti. Ne. Mogoče sami nimamo, lahko pa nekoga vprašamo, ampak nima pomena spraševati neke sanje, pač, ki so tako vsakdanje ali neke brezvezne. Če pa smo res nekaj sanjali, mogoče da nas je vznemirilo ali pa da nam dalo radost, mogoče lahko nekoga vprašamo, ki pač čutimo, mogoče da ima mogoče malo višje razvito zavest in pač nam bo povedal, iz katerega nivoja prihajajo te sanje in ali naj jim da pozornost ali ne. Tako da pač svetoval bi gledalkam in gledalcem, da res pač tisti tolmač, ki ga imajo pač doma, da posebej zdaj tisti, ki se ukvarjajo z sanjami, pač kaj če to je mogoče pač njihova strast ali njihovo delo, ne pa tako. Ljudem bi rekel pač, da ne dajo preveč ali pa sploh pomena na to, ker si bodo ustvarjali nepotrebno, bom rekel, vznemirjenost ali pa strah. In koliko sem enkrat šel skozi ta tolmač, bom rekel, da res 90% je neutemeljeno vse, bom rekel, fake, kako rečejo. Kaj pa luna? Ima luna tudi kakšen pomen na sanje? Se mi zdi, da veliko ljudi pripisuje luni zelo velik pomen, veliko težo. Ja. Ko je polna luna, ne, takrat je intenzivnost večja na Zemlji. Ne. Takrat ne samo, da se slabe stvari več dogajajo, tudi dobre stvari se dogajajo. Pač takrat je intenzivnost na Zemlji večja. Intenzivnost stvari. Ne. Spravi, ko je polna luna, ni samo to, da je veliko nesreč, pa tudi veliko dobrih stvari, ampak ker ljudje mislijo, ja, polna luna, pa jih je strah, pa ne vem kaj, in potem pač se posledično pač ta placebo efekt se posebej ta dan moče jih je strah, da je pozornost na to in se pač slabe stvari tudi dogajajo. Luna, ne samo Luna, tudi druge planete, in Merkur, Mars, Sonce, vse ima vpliv na sanje, lahko, ne? Vse ima vpliv na sanje.
Ampak mi, duhovni iskalci, če vemo, da obstaja nekaj, kar je močnejše od lune, pa tudi če vemo, da ima luna, bomo rekel, vpliv na sanje, mi ne bomo pridali pozornost luni. Zakaj? Zato, ker vemo, da obstaja višji inštrument, ki lahko vpliva na naše sanje. In to je pač naša duša ali Bog. Enkrat, ko gre iskalec, ko vstopi v svet meditacije, v duhovno življenje, takrat bomo rekel, se njegova karma delno ustavi, vpliv zvezd, vpliv planetov se ustavi in pač, če je iskalec iskren, potem prihaja direktno vse v življenju te osebe od Boga. Zato pač tudi jaz od samega začetka, že 28-29 let, ne predajam pozornost luni in tudi nisem imel pač tako nobenih izkušenj, da me je kaj nosila luna ali kaj takega. Tako da, če vemo, da obstaja nekaj, kar je ustvarilo luno, zakaj bi potem dali pozornost temu, luni, pa planetam, pa ne vem, Marsu ali čemurkoli, če pa obstaja višji inštrument, višja sila, ki lahko izbriše to, kar usoda je pač zapisana v akaša ali eteričnem polju, zapisana je tudi zapisana, tako povedano, v zvezdah, v planetih in tako naprej. Ampak mi vemo, da nad planetami obstaja nekaj več. In to je absolut, to je ta višja sila, kozmična sila, ki komot izniči vpliv lune. Bom rekel, luna pač ima vpliv, če smo popolnoma, bom rekel, v navadnem in če damo pozornost, če res spremljamo ta ekadaši, ko pravijo, pač polna luna, potem pač lahko vpliva, drugače pa če meditiramo in molimo redno, potem res luna nima vpliv na nas, zato ker takrat se koncentriramo na tvorca, tistega, ki je ustvaril luno, ne? In vse druge planete. Tako da meditacija in molitev pomenita pač kontakt z našim izvorom, z kreatorjem vsega. Ne? Kaj pa tisti, ki imajo pogosto slabe sanje, ki jih mučijo nočne more, ali lahko kaj naredijo, da se to preneha, kaj lahko naredijo, ko se zbudijo, ko se ustrašijo, ali pa če imajo samo pogosto slabe sanje? Ja, vem, da ima dosti ljudi slabe sanje, nočne more. Zdaj, to je lahko iz več razlogov. Naprimer, en razlog je ta, da so pozno jedli obilen obrok. Ne? Tako da svetujem, da pozno, tam po 8 uri, da se ne je veliko. Ne? Včasih so slabe sanje zaradi tega, ker pač se res najemo. Najemo se, ne vem, ali se prenajemo ob 9-10 zvečer. Pač takrat naj bi bil organizem miren, ampak deluje in pač včasih so sanje zaradi tega. Tako da vem, pač imam sam izkušnjo o tem, ko sem prej jedel pozno, zdaj pa že več kot 20 let ne jem in pač tega ni v bistvu. Ne. Potem tudi pomembno je, kakšne misli imamo, ko jemo. Ne? Mi mislimo, da ko pojemo hrano, da se vse konča. Ampak mi s hrano, ko absorbiramo tudi s hrano, pač in zato pač so, bom rekel, odgovorna prebavila in to, ampak ko jemo, je zelo pomembno, kakšne misli imamo. Če mi, ko jemo, če smo polni jeze, pa se kregamo, pa ne vem, imamo slabe misli, mi mislimo, da je to tu konec. Ne, ni konec v bistvu. Te misli z hrano se absorbirajo v našem astralnem, v subtilnem telesu. In potem po noči, ko je naša zavest mirna, te misli pridejo ven. Ne, to ne pomeni, da če smo, ko jemo, da če smo jezni, da bomo potem po noči jezni. Ne, lahko bomo v drugi obliki. Pravi, res, ta dva razloga sta pomembna, da ne jemo pozno, po 8 uri, po 7 uri obilen obrok. Telo mora biti mirno, počivati
ker poleg fizičnih živčkov tudi subtilni živci delujejo po noči in če se najema, potem je to oteženo in pač to lahko vpliva na sanje. In pa misli, ni pač kar tako, zakaj v vseh duhovnih poteh pač pred jedjo molijo ali meditirajo, a pa nam mama reče, ne vem, tiho bodi, ko ješ in tako naprej. Ne. Da jemo res posvečeno in mirno, ker res, če imamo slabe misli med jedjo, pač to potem se lahko manifestira v sanjah, kot pač slabe sanje. Potem ni dobro pač spati tudi, naprimer, da se pokrijemo z kovtrom po glavi, naprimer, ne. Recimo glava in srce sta neke receptorja, ki morata biti odprta v bistvu, ne. In jaz sem prebral to pri svojem učitelju, pa sem mi to zgledal tako, pač jaz sem imel, bom rekel, tako spontano vero v svojega učitelja in se mi tako zdelo to malo tako, bom rekel, ja, zakaj bi pa to bilo pač tako, ampak nisem jaz to kaj preveč analiziral. Enostavno sem to spravi, naj bi spal tako, ne, tako. Ne, tako ne bi spal. Jaz sem pa dostikrat tako spal, v bistvu prej, ko sem bil mlad, ne, dostikrat pa tako, enostavno mi pač tako pasalo mi dati roke, ali pa celo tako sem spal, ne. In potem sem imel slabe sanje, res take neke brezvezne sanje in ko se zbudim, sigurno ne 20-krat v svojem življenju sem videl, da imam slabe sanje. In potem zdaj avtomatično nikoli, pač vedno imam tako svetujem, pač, da se ta srčni center anahata čaka, da se z rokami ne zapira. Mislim, da nam že tako neka logika navadna, pač da nam pove, da se s kovtrom ne pokrijemo po glavi. Ne samo mi starejši, tudi otrok, ne, ker pač to so stvari, ki se za ljudi, ki ne vidijo, bom rekel, ki ne vidijo človekovo zavest, ki vidijo samo, bom rekel, naše roke, pa to, in ki verjamejo samo v tisto, kar omejene oči vidijo, se zdi, bom rekel, čudno in smešno in tako, ampak pač jaz pa vem po svojih izkušnjah in izkušnjah drugih, da definitivno pač, se pravi, govorim za ljudi, ki imajo nočne more, pač da ne jejo pozno, da imajo dobre misli ali da so pomirjeni, ko jedo, pač, in da se potem pač ni dobro, pač, bom rekel, svojo zavest, svoje možgane, svoje receptorje pokriti z kovtrom, pa tako pač tudi držati roke, ko spane. Najbolje spati na hrbtu ali po strani, ne. Tako da to so pač in potem tudi kakšno je naše življenje čez dan, ne. Mi ne moramo pričakovati, da bomo imeli miren spanec pa mirne sanje, če bomo čez dan noreli, pa ne vem, sem pa tja in potem pa iz tega, bomo rekel, norenja, hitenja, hiperaktivnosti kar šli v posteljo in se pokrili in da bomo kar mirno spali. Ne, v bistvu treba je zjutraj meditirati, moliti in potem bo tudi čez dan miren, potem opoldan se mogoče spomniti, prebrati par duhovnih aforizmov in tako pač bomo obdržali to konekcijo z našo dušo in potem pač bomo imeli miren spanec. Jaz sem iz izkušenj govorim, jaz sem prvih 18-19 let svojega življenja živel pač na tak način, bom rekel, tak čist bluzerski, bom rekel, ne, in sem vse to izkusil, ne. Zdaj pa že, bom rekel, 26-27 let ali 28 let živim pač življenje duhovnosti in pač vam lahko povem, da to, kar govorim, ne, pač bom rekel, da sem prava oseba, da lahko o tem povem, ker sem izkusil in eno in drugo, ne. In te stvari, ki sem povedal, to so neki pač bom rekel okultni ali duhovni triki, da to pač res vpliva, ne. Bom rekel, za navadnega človeka je vse isto, ali on spi, ali gre spat pijan, ali ne vem, skadi 5 cigaret, predno gre spat, ali ne vem. Pa vsaka mesta, bom rekel, za duhovnega človeka pa ni, pač je pomembno, da kakšno hrano konzumira, kakšne misli ima, v kakšna mesta gre. Naprimer, nekdo gre v hazardira, gre kaj se vem, potem, ali ne vem, se napije in gre spat. Ne, mislim, to, kar govorim za take ljudi, pač nima pomena. Ne, tako da, in mnoge stvari, ki sem danes povedal, pa tudi prej, pač se za ljudi, ki pač verjamejo samo tisto, kar vidijo za temi našimi omejenimi očmi,
pa tudi te naše oči tudi včasih tudi fizično ne vidijo, so tako omejene, pač se slišijo tako čudne, ampak pač enkrat bomo videli, da ta svet ni edini svet. In takrat bomo pač videli, da pač to, kar govorijo, ne samo jaz, drugi ljudje, pač, da je to absolutna resnica. Še kakšno vprašanje je bilo mogoče vezano s tem? Pravzaprav samo nek sklep še manjka, v bistvu nek zaključek oddaje. Kako si res zagotoviti potem miren spanec? Kaj lahko svetuješ našim gledalcem? V bistvu sem zdaj že kar dosti povedal o tem, kaj ne narediti v bistvu, da ne bi imeli nočnih mor. Potem, na primer, veliko se ljudje ustrašijo v sanjah. Ne? Kaj takrat narediti, ko se človek ustraši? Najslabše, kar lahko naredimo, je, da pač se zbudimo in se obrnemo na drugo stran in zaspimo. Potem se bodo te sanje definitivno nadaljevale. Treba je vstati in prekiniti ta tok. Umiti se, da osvežimo svojo zavest. 5 minut biti buden, odmeditirati, moliti 5 minut, prebrati kakšne aforizme, tako da grejo te sanje do neke mere ven iz naše zavesti. Ne? Moliti, meditirati, umiti se in potem to popolnoma pozabiti. Sploh tudi o tem ne razmišljati. Te sanje, pač, če so zastrašujoče, prihajajo iz nižjih svetov. In če jim ne damo pozornost, res nimajo nobenega vpliva na nas. Tako da prvo pozabiti, ignorirati, kot da niso bile, pozabiti. Ljudje delajo napake in o njih razmišljajo. Ne. Pozabiti, vstati, spiti kozarec vode, odmeditirati in potem iti nazaj spat v bistvu. In čez dan sploh o njih ne razmišljati. Ne. Tako pač ne bojo imeli vpliva. Ker če bomo samo nadaljevali spat z temi sanjami, bomo jih sanjali še naprej, pa še drug dan se to lahko zgodi. Tako da pozabiti te sanje, vstati in ne pridati nobeno pozornost. Gledati pač, da smo čez dan čim bolj pomirjeni. Spet bom ponovil, po jutru se dan pozna, po dnevu se spanec pozna. Tako da edino mirno življenje, miren um, kakršen je naš čez dan, kakršen bo naš spanec. Tako da miren nam da miren spanec. Ne? Tako da, in pa pač seveda te stvari, pač, ki sem rekel, če pač, vem pač, da določenim ljudem se pa to zdi tako pač malo, ampak definitivno je pomen v tem, kar sem malo prej govoril, tako da zaključil bi pač s tem, da z mirnim umom, da stremimo k mirnem umu, k čistem srcu in potem definitivno bo spanec bolj miren. In pa može pred spanjem, da odmeditiramo 5 minut ali molimo 5 minut za miren spanec in tudi to lahko pomaga. Ne? Ampak vse to pade v vodo, če mi, ne vem, ob 10. zvečer, če pojemo, ne vem, pol kile krompirja ali ne vem kaj, pa tako da tudi prehrana je pomembna. Ne? Tako da to je to. Torej, sklep je tak, da je eno izmed orodij tudi meditacija ali predvsem meditacija, pa mogoče res lahko izkoristiva to priložnost, pa še gledalce povabiva k neki kratki meditaciji. Ja, seveda, meditacija. Jaz sem pač nekdo, ki meditira in jaz pač ne morem dati nasveta iz druge perspektive. In mogoče bi pač lahko dal, ampak seveda bi ga lahko dal, ampak najbolj čutim resničnost v tem, v bistvu, ne, kar pač živim. In bom rekel, da se uspešno odraža v mojem življenju. Tako da ja, lahko pač seveda, ko imava intervju, pač zaključiva z meditacijo. Prosim, ja. Tako da danes bi meditirali tako, da bi poslušali mojega učitelja, Šičen moja, ki
intonira, ki poje mantro Om. Se pravi, vaše je samo, da se, oziroma vaše, naše, je, da se usedemo za zravnano hrbtenico. In v ozadju boste slišali, kako moj učitelj pač ponavlja to mantro Om. In ta mantra, ko jo boste slišali, avtomatično vam bo pomagala, da umirite svoj Pri večini meditacije je potreben, bom rekel, zavesten napor, tukaj malo manj, ker glas te mantre vam bo pomagal, da avtomatično pomirite svoj in da greste globoko v sebe. Tako da dajmo zdaj 2-3 minute poslušati to pač mantro Om, A-U-M, piše se A-U-M, izgovarja se Om in enostavno se prepustite in o ničemer ne razmišljajte. Če misel pride, enostavno jo ignorirajte in poslušajte to in definitivno boste deležni obilice miru. Tako da dajmo 2-3 minutke. V redu. Upam, da ste občutili nekaj miru. Ta mantra je polna moči in po istem času polna miru. Tako da, če vam je bila všeč, ta video bo med drugim tudi na YouTubeu kanala televizija ETV in pa na Facebooku ETV televizije, tako da lahko si večkrat ogledate in poskušate meditirati. Tako da glasba in pa določena mantra nam lahko pomaga, da brez, bom rekel, kakšnega večjega mentalnega napora umirimo svoj Tako da to bi bilo to za danes in hvala in do naslednjič. Hvala tudi Evi, ki je vodila to oddajo. Hvala tudi vam. Tako da hvala lepa in nasvidenje.